Jaz sem Janin, tole je oddaja Popotnik, tole je pa naš današnji gost Popotnik, ki mu je Rok Kvoroš, ki ga pa že poznate, ker je že bil pri nas gost. Zadnji smo nekaj povedala o Ameriki, nismo pa še povedala, da si tudi po Afriki že nekaj križaril. Ja, po Afriki, ja, v bistvu se je moja kariera turističnega vodnika začela tako, da sem v bistvu delal v vrtcu, eno leto privatnem, potem sem pa pri nas. Ja, pri nas. Potem pa je v bistvu smo šla z ženo oziroma s partnerko enkrat na morje za 2 dni, pa smo srečala tam en par in smo se s tem moškim pogovarjala, da je rekel, da on ne bo delal kar življenje nekaj, kar drugi od njega pričakuje, da bo delal, ampak nekaj bo delal, kar ga res veseli. In potem so se mi to malo menila in pa rekel meni, ti je mogel biti turistični vodnik. Rekel, zakaj? Je rekel, kad tako entuziastično pripoveduješ o svojih potovanjih. Rekel, ja, mogoče pa resno. Gledam, to je bilo nekaj januarja, pa tam do 1. junija je dejansko moja ta ideja dozorela. Takrat sem se potem podal v bistvu na pot k Šapi, pač sem dobil kontakt od enega Fedra, v bistvu, ki je imel otroka v tistem privatnem. Feder mlajši ali starejši? Ta mlajši, ne tisti, ki je bil po televiziji, ampak njegov brat, Gregor, ki ima za agencijo. Gledam, on mi je dal kontakt od Šape oziroma od Kofola, pa smo se dobila in smo se zmenili, ker sem jaz takrat imel plan, da grem v Maroko, da pride itak skupina tja, pa je rekel, lej, čez 10 dni bodi ob 8 zjutraj v tem Marakešu v hotelu tem pa tem in greš na turo z nami, če hočeš iti pač na hospitacijo. takrat še nisi imel izpita za Ne, takrat še nisem nič imel. In potem sem rekel, ok, vrejo, jaz se hitro organiziram, kupim letalsko karto do Barcelone, sem šel najprej iz Trsta v Barcelono, Camp Nou pogledati, takrat je bil še star, zdaj ga obnavljajo. Je bilo res fascinantno doživetje, potem sem pa se odločil, da grem iz Barcelone na jug, torej proti Maroku na štop. In sem začel štopati ob 9 zjutraj, ker sem dosti štopal v življenju. In tam do 12 sem prišel 50 km na jug, tako bolj slabe štope sem dobil, kratke. Ampak pol sem pa nekako vseeno ostal pozitivno, da sem si pel to pesem italijansko, Io penso positivo, perché sono vivo. In pol mi en človek ustavil, jaz mi mislim, da Valencija napisano gor in on pravi, ok, grem do Valencije, kam pa gre v resnici, mislim, se menima, grem do Malaga. Jaz rekel, super, jaz grem pa itak še malo naprej, tako da lahko do Malaga. Ok, jaz bo se 10 ur peljala na štopo, ob 10 zvečer me je odložil v Malagi. Čekaj, nekaj tu moram vprašati. Katerega leta je bilo to? To je bilo 2015. 15. Namreč že dolgo časa me zanima, da bi kakšnega štoparja srečal in enostavno jih ni več. Že 10 let. Ja, zdaj to... Ko smo bili mi mulci, smo štopali ko blesavi po več ali manj po Evropi, no, ampak sem probal na vseh kontinentih malo štopati. Jaz sem štopal In takrat je bil to način življenja, danes pa redko kdo. Redko. Se pravi, ustavljajo pa, zgleda, bolj ali manj. Španija nikoli ni bila dobro. Zdaj nisem štopal že dolgo, reč dolgo. Štopal sem, ne vem, iz letališč, iz Pize domov, iz Münchna domov, iz Dunaja domov, iz Budimpešte domov, tu po Španiji. Pol sem pa štopal tudi, ne vem, z eno bivšo smo šla na Korziko, pa nazaj vse na štop. Pol sem štopal iz Ljubljane, Maribor, Ljubljana, ogromno krat, tako da sem imel dosti teh To deluje, ja. Maribor, Ljubljana, Koper, to stalno deluje. To je bilo vrejo, Ampak ja, odkar so prevozi, Zdaj so prevozi. je bilo tisto toliko pol, pač, da si na uro se lahko zmena, je bilo malo bolj predvidljivo in bolj štopanje malo zamrlo, po moje. Kolikor si pa peš hodil iz centra mesta do nekod, kjer je to pesa da štopati. To pa ogromno krat. Ja, to je del doživetja. Jaz sem prvih par let samo štopal, tako da dobro vem, kako je s tem. Ja, in pol praviš Afrika, zdaj si prišel... Malagi sem bil prespal 2 dni, pol sem prišel naprej do Gibraltara, pa čez Gibraltar, tam sem se dobil z kolegom mojim, Maročan, v bistvu Nizozemec, ampak z Maroka, ki ima potoval v agencijo danes, zelo uspešno, on je potem potoval po celem svetu, 365 dni je šel, je dobil neka sredstva in napisal knjigo, pa je zdaj uspešen vodnik. Takrat smo se dobila pri njemu, ravno je bil čas Ramadana, pa tudi zaključek Ramadana, zdaj 2 dni, takrat sem trofal. Za tiste, ki ne vejo, povej, kaj to je. Ja, torej sveti praznik muslimanov, od sončnega vzhoda do zahoda ne jejo, ne pijejo, pač nič ne počnejo, takega fizično napornega. Seks je prepovedan, svoje lastne sline ne moreš požirati, baje, če itak nimaš, ne smeš nič piti. Pa ko je sončni zahod, se pa res naredi pojedina, jaz sem bil tam z njegovo družino, taka
večhodni meni, ne, recimo zvečer ob 7, 8 je bila tema in potem jejo tam do polnoči konstantno, pol grejo spat ali pa ne, pa potem tam ob 4 zjutraj še enkrat, ne, predno je sončni vzhod, tako da sem bil priča temu in je bilo res lepo doživetje. No. Se pravi, par dni ste se pripravljali na to, da boste pa sprejeli skupino, pa jo vodili. Ja, jaz sem bil v bistvu takrat sam, no. A ja, samo to, ja. Da malo spoznaš Maroko. Ja, tako je. In potem sem prišel v bistvu iz tega severa Tanger, tam blizu so oni bili doma. Ja, sem se potem samo peljal z vlakom do Marakeša, tam sem pa potem se priklopil skupini Šapa, ko je šla po Maroku, takrat je Roko fol vodil. Katero mesto so pa obiskali na te turistične? Mi smo šli takrat iz tega Marakeša najprej do Feza, ker so bili taki leti, no, da smo mogli z avtom do Feza, potem pa iz Feza gor na Rif. Kif from Rif je tam zelo popularna substanca. In potem iz tega Kifa, to je v bistvu Sredozemlje, vse čez ta srednji atlas do Sahare, v Merzugo, tam na kamele, pa potem po tej saharski strani vse do Ain bin Haduja, tam, kjer so snemali iz tega Gladiatorja, tam prespimo v eni taki tem v bistvu vasi, ki je bila snemana, pa čist neposeljena, 4 družine samo živijo, gledam, imamo ta primat, da lahko tam prespimo. In potem v bistvu gre pot naprej spet preko Atlasa, pa do tega najvišjega slapu Uzud. Pa se še pot nadaljuje mimo Marakeša, pa do Essaouire, torej na obalo, za 3 dni in potem se konča spet v Marakešu. Taka je bila trasa, teda smo bili tam 2 tedna. Se pravi, priletiš in odletiš iz Marakeša. Ja, takrat je bilo tako. Ampak načeloma v Fez priletiš, pa potem iz Marakeša letiš nazaj, no, da je manj potem možno. Zdaj, vaši gosti so štartali kje iz Ljubljane ali iz Trsta? Načeloma grejo iz Bergama. Iz Bergama? Ja. Tudi je včasih, en čas je bil tudi iz Benetk, no, ampak zdaj ne vem trenutno, če je še aktualna, ni več. Vem, da je enkrat moj prijatelj prav iz Bergama letel za par $10, nekaj takega.